Regulacija čustev je ena od ključnih komponent človekovega razvoja. Otrok ob rojstvu še nima razvitih sposobnosti za umiritev svojega telesa ob stiski. Za pomiritev telesnih in čustvenih vznemirjenj nujno potrebuje odraslo osebo. V zgodnjem obdobju je to najpogosteje mama, saj je tudi fiziološko ustvarjena za najboljšo oskrbo otroka, tako na fizični kot na psihični ravni. Kasneje se materi pridružijo še oče, stari starši, vzgojitelji in drugi za otroka pomembni odrasli. Ko v otrokovem telesu vzniknejo občutki in čustva, to pokaže z gestami, vedenjem ali z jokom, saj teh občutkov še ne zna izraziti z besedami. Odrasli to otrokovo stisko začuti in tudi njegovo telo ob tem postane napeto, pozorno. Ko na primer mati zasliši jok otroka, to stisko začuti tudi pri sebi ter gre do otroka. Na podlagi izkušenj o svojih občutkih tudi premisli in ugotovi, ali otrok potrebuje hrano, ali tolažbo, ali ga zebe, ga kaj boli. Ko mati to stisko vznemirjenja v sebi poimenuje, se ob tem pomiri. Ko je umirjena sama, šele lahko pomiri otroka in mu pomaga. Pri čustveni regulaciji gre torej za prevajanje čustvenih impulzov v telesne in obratno, poimenovanje notranjih stanj ter ustrezno vedenje. Čustveni impulzi morajo namreč s pomočjo odraslega začeti služiti kot kažipot otrokovim reakcijam. Kdaj naj nadaljuje z aktivnostjo, kdaj naj preneha. Naj se približa ali oddalji. Kako naj se zavaruje, kako naj poišče stik, h komu naj gre, kje je varno in kje nevarno. Če odrasli tega prevajanja ne zmorejo in ga je premalo ali pa neustrezno reagirajo ob otrokovih impulzih, otrok ne more razviti ustreznega prepoznavanja in regulacije lastnih čustev, kar mu otežuje življenje v odnosih. Odrasli smo otrokovi vodniki za prepoznavanje, poimenovanje in osmišljanje čim večjega spektra čustev. Širši spekter, večjo senzitivnost in globino, kot jih zmoremo razvijati mi ob otroku, več je bo ob nas razvijal otrok.